Spoštovane, spoštovani, dobrodošli in lepo pozdravljeni na literarnem pogovoru s Sebastianom Pregljem. Pisateljem za odrasle in otroke, piše kratko prozo in romane, in sicer tam nekje od 90-ih let, tam 91., 92. prva objava, leta 96 izide prvi prvenec, se pravi zbirka kratkih zgodb, Borkači, Skronilci in Krivoprisežniki. Avtor 7 romanov, od teh 7 kar 5 nominiranih za Kresnika, za nagrado, ki jo podeljuje časnik Delo za najboljši slovenski roman preteklega leta. Zapisala sem si enkrat med top 10, 4-krat med top 5, nazadnje z romanom V Elvisovi sobi, o kateri bo danes večinoma potekal razgovor. Roman V Elvisovi sobi je bil leta 2020 nominiran tudi za Cankarjevo nagrado, ki je bila lani podeljena in predtem razpisana prvič, in ta nagrada je šla prav v roke našega današnjega gosta. Sicer diplomirani zgodovinar, zaposlen v oglaševalstvu, ampak drugače pa tudi izredno tenkočuten pisatelj s posebnim takim občutkom za pisanje. Sebastian Pregelj, dobrodošli v Črnomlju, dobrodošli v Beli krajini, končno pravzaprav, ker najin pogovor bi moral v bistvu potekati lani novembra, pa nam jo je zagodla tale epidemija. Čakali smo, da se bodo stvari odvile mogoče nekako drugače, ampak nazadnje so vendarle sprejela nek kompromis in pristala na v bistvu snemanje tega pogovora. Pa me zdaj na začetku zanima, kako je pravzaprav vsemi temi predstavitvami knjig zaradi epidemije. Zdaj zadnji dogodek na spletni strani je prav ta naš dogodek iz knjižnice Črnomelj, potem pa nič na tisti časovnici zapisano. Se je v bistvu to, se pravi, so se dogodki odpovedali ali se selijo zdaj počasi tudi na splet? Ja, žal je bilo kar nekaj odpovedanih, tako da prvo smo vsi nekako čakali boljše čase, pa te boljši časi niso prišli tako hitro. Oziroma takrat se je, spomlad pa polet kar nekako sprostilo. Je pa res, da je takrat ljudi mogoče malo manj za to vrstne dogodke. Jeseni, ko naj bi bilo tega več, jaz sem imel kar nekaj v bistvu dogovorjenih nastopov, smo pa pravzaprav vse začeli nekako prestavljati, zamikati. Nekaj teh nastopov se je potem dejansko selilo na splet, ampak bom rekel čisto tudi kot uporabnik, vse na začetku je bilo fajn, pa sem lahko videl marsikjerga avtorja, ki ga sicer ne bi ujel. Ampak moram reči, da po 2 tednih, pa po 5 dogodkih je pa to navdušenje malo splahnelo z moje strani, pa sem ratal precej zadržan do tega. Tako da zdaj moram reči, da v bistvu prav za odrasle jih nimam toliko veliko. Sem pa imel pred kratkim enega za otroke, pa prihodnji teden imam tudi enega tacga. Tam je mogoče malo drugačno, vse hecno, pravzaprav taka malo posebna izkušnja, ker se pač vključim v Zoom. In potem so otroci, ki so tega navajeni, ker so zdaj že toliko časa pravzaprav na ta način povezani, kljub temu, da zdaj sicer hodijo v šolo, nekako sproščeni in je fajn, in kljub temu, da gledam v monitor, je nekako občutek žive publike. Je malo drugače mogoče kot taka bolj komorna zadeva, ko imava samo snemalce in to. Ampak ja, jaz mislim, da smo se vsi nekako prilagodili, privadili, konec koncev tudi založbe, zdaj malo več prodajo prek spleta, mi se pa tudi avtorji in avtorice prilagajamo na ta način. Tako, nekako smo sprejeli to. Kaj pa samo pisanje v tem času? Je nastalo zdaj kaj več, kot bi sicer, je več časa za pisanje bilo? Pa niti ne, to vsi sprašujejo, zdaj, ko imaš pa končno mir, pa si sam, pa je mogoče tudi na nek način več časa, ker si ga sami organiziramo. Moram reči, da
prav več napisal nisem, sem se pa držal nekako tistega svojega nekega ustaljenega ritma in sem ves ta čas tudi pisal. Ne. Ampak ja, ne, sej konec koncev tudi službene obveznosti so se premaknile nekako na to, se pravi, delo nadaljavo, ne. Imam to srečo in privilegij, da lahko tako delam, ne. Kar potem pomeni, da si pač razporejam čas, ne, ampak pravzaprav ga ni več, ne, saj tudi konec koncev za službo enako dela, samo lokacija je druga. Tako, ne. Ja. tako. O tem, da bi radi postali pisatelj, ste menda razmišljali že zelo zgodaj. Že v osnovni Že v šoli sem bil osnovni šoli se nesramen, mi ja, zdi, pa ne? sem rekel Aha, učiteljici aha. za slovenščino, ker se nisva preveč razumela, ne, da preden bo šla ona v pokoj, bom jaz za domače branje. Aha. Sicer, če bi šla stavt, mislim, da je gospa zmagala, no, da je po moje ona že v pokoju, ne, jaz pa še ne za domače branje. Dobro, Ampak, za za Cankarjevo je pa bila. za zdaj Cankarjevo je bila, knjigica, ja. Ja, zdelo se mi je zelo fajn, tako, mogoče tudi malo vplivalo to. Od sošolca stric je bil Tone Pavček, ne, in sva včasih iz varstva nekako zbežala k Tonetu, kar je za današnje razmere kar malo tako zastrašujoče, takrat je bilo pa to čisto običajno, da sva vmes zginila, pa se potem spet pojavila čez 2 uri. Ne. Pa zelo blizu nas je tudi Ciril Zlobec živel, ne, na drugi strani v bistvu parka, ne, za katerega moram pa povedati, ne, da ko sem ga prvič videl, sem bil zelo prepričan, da je bedanc, ne, da je to nek pisatelj, ne, in ta prvo sem se ga kar mal bal. Ne. No, potem nekako so mi uspeli dopovedati, da se mi ga ni treba bati, ne, in veliko let kasneje, no, samo pa potem začel na disketah svoja besedila nositi, ne, za objave v sodobnosti, tako da so taki fajn spomini in neke spodbude teh, bom rekel, velikih mož, no, pravzaprav naše literarne scene, ne, ki so bili nek, bom rekel, del pravzaprav otroštva, no, so bili nekako prisotni, ne, nekje v ozadju. Zdaj prav o poklicnem pisateljevanju pa ste kdaj razmišljali? To še danes ne razmišljam, ne, samo je pa to tako, fajn je imeti kakšen cilj, ne, tudi pri teh letih, ne, in si vedno mislim, ne, da enkrat bom pa res samo še pisatelj, ne. Verjetno, ko bom šel v pokoj, ne. Aha. Dobro, če greva zdaj k romanu V Elvisovi sobi, se pravi, to je roman o odraščanju, v založbi Goga, pri kateri je delo izšlo, so ga označili tudi kot poklon vašemu otroštvu. Nekje sem prebrala na enem blogu, v bistvu bralka ga označuje za roman nostalgijo, ne, v bistvu sploh za generacijo rojeno tam v 70-ih, tudi zame recimo v 80-ih rojeno, ko berem v bistvu te dogodivščine Jana, ja, vrtim film nekako nazaj in razmišljam o tem, kako smo živeli takrat in da je bilo drugače, ne. Po drugi strani pa roman prikazuje tudi obdobje osamosvajanja naše države, skratka, ponuja nam takšne in drugačne iztočnice za interpretacijo, ne. Zdaj dogaja se v Ljubljani, torej konec 70-ih in 80-ih letih, glavni protagonist je Jan, ki iz perspektive prvoosebnega pripovedovalca predstavi nekako svoje življenje, izpostavi tisto, kar se njemu za tisto obdobje zdi pomembno. Roman o obdobju, v katerem ste odraščali. Zdaj, kdaj je dozorela ta ideja v vas? Kdaj ste začeli razmišljati, da bi bilo dobro mogoče napisati roman o tem času, o teh spremembah, ki so se sočasno z otroštvom dogajale tudi na družbeni sceni? Razmišljati sem začel tako dolga leta nazaj, po moje kar ene prej 15 kot manj let, preden sem ga začel pisati. Ampak je ponavadi tako, da stvari, v katerih pišem, morajo nekako dozoreti. Predvsem se mi je ta čas zdel še preblizu, nekako sem potreboval malo več odmika, da sem sploh lahko začel pisati. Konec koncev tudi to, da gre za obdobje mojega otroštva, kjer se nekako ni možno izogniti pravzaprav vpletanju lastne zgodbe, a ne.
je botroval temu, no, da sem pravzaprav potreboval kar nekaj časa, ampak potem moram reči, ko sem pa začel pisati, no, je pa zadeva kar stekla, pa sem pravzaprav se mogel kar brzdati, kaj vključiti, kaj ne, ker na eni strani spremljamo Jana, ki odrašča, ne, se pravi en prehod iz otroškega varnega sveta, ne, se pravi to zavetje staršev, družine, prijateljčkov, ne, kjer je pravzaprav vse nekako neko varno, predvidljivo okolje, ne, v odraslost, ko pravzaprav vse te vezi počasi začnejo popuščati, ne, ko si naenkrat prepuščen samemu sebi in tudi nekako si bolj odgovoren za svoja dejanja. Po drugi strani pa tudi eno obdobje, ne, ko pravzaprav stara domovina nekako začne bledeti, zginjati, ne, in se potem rodi nova domovina, ne, se pravi dve taki vzporedni dogajanji, ki sta, ne, tako ali drugače zaznamovali protagonista in njegovo družino. Pri čemer nekako je bilo tako, treba kar ves čas se mogel imeti v mislih, koliko česa še spustiti, ne, se pravi, koliko neke osebne pripovedi Janove not dati, pa da pravzaprav ne, da čist popolnoma ne prikrijejo družbenega dogajanja, po drugi strani pa tudi na kakšen način dajati te impulze o dogajanju, ne, se pravi, včasih je to dovolj kakšna znana pesem, ne vem, ki je nastopala na Euroviziji, zastopala Jugoslavijo, pa prebereš naslov, pa se vsak, ki je v tistem obdobju bil recimo vsaj približno tako, da se je že zavedel, ne, se pravi, bil malo več kot otrok, ne, starejši otrok, se teh pesmi spomni, ne, so bile na radiju, ne, se takoj nekako zbudijo neke asociacije povezane s tem časom. Potem pa tudi ne bolj, ko gre, se pravi, Jugoslavija k koncu, bolj sem bil previden v bistvu na kak način dozirati te spremembe, ne, ker tudi nisem hotel pisati pač romana, ne vem, naprimer o osamosvojitvi, je bil pa to zelo močen moment noter, ne, ki sem ga probal čim bolj mehko pripeljati v samo zgodbo, no, ne. In to dvoje, nekako to balansiranje, no, se mi zdi, da je bilo tisto, o čemer sem največ razmišljal, ker tako nekih osebnih zgodb kot zgodb Slovenije, ne, na tej poti v osamosvajanje je itak ogromno, ne. Potem je treba pa pač nekako zluščati pa iz tega sestaviti zgodbo, ki bo na koncu neka taka, nek roman, ki ga bo bralec od začetka do konca razumel in ne bo, ne vem, rabo ali nekih dodatnih informacij, ali pa po drugi strani ne bo preveč vsega in ne bo zgubljen, ne. Koliko tega zgodovinarja v sebi ste torej morali brzdati, da je pisatelj napisal tisto, kar je želel, da ni bilo res preveč mogoče vseh teh zgodovinskih? Saj jaz sem v teh časih sam še ljubiteljski zgodovinar, ne, jaz v resnici nikoli nisem delal kot zgodovinar, ne, sem študiral, pa verjetno, če bi šel še enkrat študirati, bi šel ponovno zgodovino, ker se mi zdi krasen študij, ki da neko zelo fajn širino, ne, se mi zdi to zavedanje preteklosti dosti pomembna stvar, ne. Mogoče to pol tako z leti pride, no, če bi to razlagal 15-letnikom, se ne bi toliko zelo strinjali, ne. Ampak se mi zdi potem z leti, ko začne človek gledati nazaj, razmišljati o stvareh, ne, ko vidiš, da pravzaprav te dejanja, posledice, vzroki in te stvari, ne, to pa je tisto, kar ti zgodovina da. Ampak tukaj nisem imel težav, se mi zdi, tukaj sem se pravzaprav zelo tako kar intuitivno spustil v to zgodovino, ker je konec koncev to obdobje, ki smo ga živeli, se pravi, je vtisnjeno v naš spomin, ali pa če o sebi govorim, v moj spomin vtisnjeno, tako da niti ni bil nek problem, edino z leti malo zbledijo nianse, ne, pa včasih se malo spomin poigra, pa se kakšno stvar ne zapomniš čisto tako, kakor je bilo, ampak mogoče tako, kot se ti je zdelo, da je bilo, ne. To pa sem kar nekaj stvari mogel preveriti, no. Tako da preverjanja je nekaj bilo, ne, ampak nič groznega, ni bilo neko obdobje, ki bi ga moral šele raziskati, ne. Recimo pri otroških knjigah, pri seriji Zgodbe s konca kamene dobe, ne, ki se dogajajo pred 5200 leti na Ljubljanskem barju, tam pa sem, ne, ta prvi se mogel poglobiti v knjige, ne. Je pa dobro, ne, da v bistvu spremljamo pripoved skozi prvoosebnega pripovedovalca Jana, ki je sprva otrok in v bistvu na začetku to podajanje nekih zgodovinskih momentov je pravzaprav iz njegove perspektive in je lahko tudi na tak način predstavljeno, mimobežno, ne, pač ve, da se nekaj odrasli pogovarjajo, ve, da se nekaj dogaja, ampak
otrok čuti, ne, ni pa zanj usodno. Ne. Recimo, to so tipična poglavja, recimo s Titovo sliko, ne. Pa seveda, ne, starši na te stvari čisto drugače gledajo, ne, kot nek otrok, ki pač nekaj sliši doma, nekaj sliši v šoli, nekaj še mogoče po televiziji. Ne. Tudi televizija je bila takrat pravzaprav drugačen medij, kot je danes, ne. Ko so bila poročila, saj ata pa mama sta sedela pa gledala, ponavadi pa tudi otroci, ne. Danes je pa pravzaprav vsega toliko, da smo malkar izgubljeni v poplavi teh informacij, ne, in je treba kar nekaj zbranosti, da pravzaprav izluščaš tisto, kar te res zanima, ne, da te ne odnese kar nekam. Ne. Jaz sem pomislila, kako zelo drugačna bi bila zgodba, če bi jo spremljali iz perspektive vsevednega tretjeosebnega pripovedovalca. Ja, če bi bil vseveden, bi kar grozen bilo, ne, če bi vse vedel. Ja, najbrž drugače, ker menim, da se res kot bralci, dejansko smo se lahko poistovetili, ne, z Janom in v bistvu podoživeli to njegovo pripovedovanje drugače, kot če bi brali knjigo, ki jo piše tretja oseba. No, jaz sem se ves čas trudil pri pisanju, ne, to že moram reči, da sem probal tako pisati, da bralec, tudi če pozna obdobje, seveda ne more vedeti, v kaj ga bo zgodba peljala. Ne. Je pa seveda težko, ker se teh dogodkov vsi spomnimo, vsi vemo, kaj se je kakšnega leta zgodil, ne, in pol tudi veš, kaj je sledil. Ne. Ampak v obdobju, ko je Jan še otrok, je to malo lažje, ne. Zato, ker otroci res drugače dojemajo stvari. Ne. Večji, ko je bil pravzaprav težje, je bilo to, se ni bilo težko, ne. To se zdaj sliši, da sem se blazno matral, ampak v resnici bolj je bilo treba biti pozoren, malo bolj skrben, pa pol jaz dostikrat toliko brišem, no, da sem na koncu presenečen, da kaj ostane, ne. Ker me je preprosto pri teh stvareh malo odnesel, ker plasti se kar nalagajo, ne. Se spomniš ene stvari, pa druge, pa tretje, ne. In potem je treba pač malo zreducirati zadeve, ne. Jaz sem bila na premierni predstavitvi knjige v založbi Goga takrat in se spomnim, da ste rekli, Jan je bil sprva mišljen, v bistvu zamislili ste si ga kot nekoliko mlajšega od vas, ne, in pa so se stvari zamikale, tako da ste popravljali te zadeve. Potem se nič več izšlo, ne. Ja. Jaz sem hotel med Janom in seboj narediti malo več razlike, ne. Da ne bi vsi govorili o tej avtobiografskosti. Tako, ne. Zato, ker je generacijski roman, če pišeš o nekem obdobju in dogodkih, ki si jih živel, ne more, je zelo težko drugače, a ne. Ampak sem se probal nekako malo več te distance ustvariti med menoj in Janom. Pa moram reči, da se je potem pravzaprav kar čutilo, no, da je na silo narejeno, ne, da ne govorim o tem, da so se potem začele kar letnice podirati, ne, ker v marsičem sem bil jaz recimo zadnja generacija, ne. Ne vem, mi smo bili zadnja generacija, naprimer, ki je šla na služenje vojaškega roka v jugoslovansko vojsko, ne, in zdaj, če bi bil Jan 3 leta mlajši, bi bilo zelo čudno, da bi šel v vojsko, ki je več ni bilo, ne. Tako da potem sem začel nazaj popravljati in no, zato se vedno znova zahvaljujem in lektorju in urednici, ki sta me opozorila večkrat na te stvari in sta tudi po enem tretjem popravljanju še našla kakšne nedoslednosti. Tako da na koncu sem ugotovil, da bi bilo res lažje, ne, če bi se sprijaznil na začetku s tem, ne, da Jan je pa sosed, ne, ki je toliko star kot jaz. Tako. Jan v romanu tke tako iskreno prijateljstvo z Elvisom. Na Elvisa pomislimo najprej, ne, ko vidimo ta naslov v Elvisovi sobi, to bo mogoče glavni junak, pa potem ni temu tako. Veliko se družita, tudi v pač Elvisovi sobi in Jan se nekako zaveda, da sta drugačna, začne opažati te neke razlike, tudi med družinama, pri Elvisu doma recimo drugačna hrana, drugačni običaji, ampak vendarle nekako pretehta to iskreno prijateljstvo, ta otroška igrivost, torej ne daje temu tolikšnega pomena. Ja, predvsem to, da otroci pač jih pravzaprav mi naučimo, ne, kaj je v redu in kaj ni in kakšne so razlike, ne. Jan teh razlik ne opazi, ne, pač sošolec, s katerim se igra in se mu zdi čisto fajn z njim kakšno ušpičati. In v bistvu te razlike šele kasneje začne opažati, ne. Tako da, in tudi to se mi je zdelo fino vpeljati pravzaprav tako postopno v zgodbo, ne. Se pravi, vse to, kar je
konec koncev pripeljali do nekega razpada skupne države, ne, so bile mogoče neke razlike, ki so ves čas obstajale, ki smo vedeli za njih, ampak nikomur pravzaprav ni bilo niti zelo mar, ne, ni bilo toliko zelo pomembno. Ne. S časoma so pa te male stvari postajale vedno pomembnejše, ne, in potem so se tudi začele kar velike krivice dogajati glih na tej osnovi, ne, da pravzaprav nekaj, kar mogoče eno leto nazaj ni bilo pomembno, je bilo pa eno leto kasneje blazno pomembno. Ne. Tako da, ja, ampak to je verjetno tudi sicer del odraščanja, se pravi nekdo, ki je tvoj prijateljček, kasneje ugotoviš, da nimaš toliko veliko skupnega, da takrat, ko se s kolesom podiš po okolici, ne, in je to ta skupna točka, je fajn, kasneje sta pa to lahko dva zelo različna človeka, ne. Zdaj pač včasih ta prijateljstva zdržijo, včasih ne, pač zelo različno. Ja, in tudi Jan se spreminja skozi odraščanje, ne? S tem se spreminja nekako tudi to njegovo pripovedovanje, jezik v romanu, od slenga, vulgarizmu kasneje, ne? Se pravi v teh najstniških letih, tudi dogodki, ki jih včasih ni razumel, zdaj gleda nekako drugače, si začne pojasnjevati določene zadeve. Se pravi, v tem smislu literarni teoretiki roman opredeljujejo kot razvojni roman, prej ste omenili tudi, da je to generacijski roman, lahko bi ga torej opredelili kot roman neke generacije. Katera oznaka je vam bližje oziroma kaj s temi oznakami, ki jih potem pritakne literarna teorija? Koliko ste o tem razmišljali? Mislim, jih prepuščam teoretikom, tako da kaj pa vem, ne. Mislim, predvsem s tem nisem obremenjen, ko pišem, ne. Je pa tako, no, kot recimo v preteklosti, ker je bila za moje romane značilna žanrska hibridnost, ne, mogoče tudi tukaj malo težje opredeljivo, ne, je vsadzga neki, ne, ampak moram reči, da meni je bistveno to pripeljati zgodbo do nekega razpleta, do neke tiste esence, ki jo želim povedati, no, v bistvu, ne. Zdaj, kako to opredelijo, pa s tem se pa pravzaprav kasneje ukvarjam, ko že kaj napišejo, pa to potem preberem, ne. Zdaj med samo pripovedjo, se pravi, nizate te neke zgodovinske reference, ne ustavljate se ob tem, ne premlevate jih, ne analizirate. Nekje sem prebrala, da ne pametujete, ne? V bistvu vi ste rekli, ne rad pametujemo o takšnih stvareh. V bistvu samo želeli ste pravzaprav prikazati nek čas. Nek čas in kako ga je nek najstnik doživljal, ne. Se pravi, seveda, ne, danes bi Jan na te stvari gledal bistveno drugače, kot je takrat, ampak ko si najstnik, je to, ne vem, se mi zdi vse nekako v drugem planu, ne. Čeprav vse je bilo v redu, ne, recimo, ko so bile demonstracije na Roški in tako naprej, fajn je bilo tam, ne. Mi vem, da smo iz šole šibali, ne, smo imeli profesorja zgodovine, ne, ki je rekel, zgodovina se dogaja zdaj na ulici, ne, unka hoče, naj kar gre, ne, pa smo šli, ne. In tako, ampak seveda takrat to drugače razmišljaš, predvsem v nobeni nevarnosti razmišljaš, danes kot starš, ne, bi prvo me to skrbel, kaj vse se lahko pa tam zgodi mulcu, ne. Najstniki pa pač drugače gledajo na stvari, ne, in sem skušal zelo tako neobremenjeno, pač pade v ta tok dogajanja in nekako notri se znajde, kakor se znajde, ima takšne in drugačne prijateljčke, ne, eni se potem pač pri tem razpadanju, ne, recimo Elvis ali pa njegov brat, ne, se nekako oddaljita, ima pa tudi recimo prijatelja, ki bere Mladino, sicer vprašanje, koliko ta dva mulca to razumeta, kar bereta, ampak se jima zdi že pomembno, da to preberata, ne, se Jan ugotovi, da ne razume in da mu ni toliko zelo fajn. Ampak nič narobe, to je obdobje, ko vse mogoče preizkušaš, ne, tako konec koncev, kot ne vem, kakšna glasba ti je všeč, takrat en kup enih zvrsti probaš, marsikaj, ne, kakšno muziko zato, ker se ti zdi fajn, kakšno pa zato, ker se fajn zdi nekomu, ki je tebi fajn, ne, pa probaš tisto tudi, ne, in tako naprej. Veliko enega eksperimentiranja v tem obdobju, ampak na koncu nekako večina nas kar v redu pride iz tega ven, ne. V glavnem, Jan posluša recimo metal glasbo, ja, se pa prilagaja temu in ne vem, Depeche Mode je tam omenjen in neke glasbene skupine, ki so se začele pojavljati pozneje, ali pa ta nek blažji rock,
pa posluša zaradi družbe, tako da, ja. Ja, točno to, ne. Nekaj je, kar je njemu všeč, nekaj je pa tisto, kar je prijateljem všeč in se potem malo prilagajaš, probaš, če ti je to v redu. Vse dejansko smo nekako tako v resnici počeli, ne. Ja. Proti koncu romana beremo o Janovem služenju vojaškega roka, torej tik pred razpadom države. Kmalu zatem se zgodi osamosvojitvena vojna. Zdaj po prihodu domov se z Elvisom in Alijem, s katerima se je družil pač v otroštvu, ne vidijo več. Dafne, sestra, se je poročila, v Sarajevu je, oziroma potem med vojno pride nazaj. Janu se večkrat zaradi tega v bistvu zdi hudo, ne? V bistvu imamo občutek, kot da mu je hudo za to mladostjo, za tem otroštvom, ki je nekako izteklo. Jan se iz vojske vrne v družino, kakršna je bila prej, ne? V neko okolje, ki je približno takšno, kot je bilo prej, medtem ko se je pri Elvisovi družini bistveno več spremenil, ne? Oni so se na nek način, brat se malo radikalizira, čeprav vprašanje, če se res pač pade v neko tako družbo, ne, kjer preberajo, ne vem, Koran ali pa kakorkoli, ne, spoznavajo pravzaprav tudi verjetno te fantje neke svoje korenine, ne. Ampak seveda, ne, oče in mama pa mogoče takrat malo bolj do izraza pride to, ne, nekako, da prihajajo iz Makedonije, da so muslimani, ne, oni so pravzaprav Turki, ki so jih v 15. stoletju naselili v Makedoniji, pa so jim v nekem obdobju potem v Jugoslaviji v resnici kar razdelili potne liste, ne, da naj grejo kam, ne, in ta družina je tako pač takrat prišla v Slovenijo. Oni so se pa zelo spremenili, ne? Oni so pa pravzaprav popolnoma drugačni, ne? In Jan te razlike vidi, ne? In so to neke stvari, ki ga presenetijo, ne? Zdaj, niti ni pomembno, ali mu je to všeč ali mu ni všeč, ampak predvsem gre za to, da so se zgodile stvari, ki jih pa ne razume, ne? Kljub temu, da zdaj je on že odrasel, ali pa kaj zvem, koliko si odrasel, ko se vrneš iz vojske, malo bolj že kot srednješolc, ampak vendar ne, so to spremembe, ki mu pa niso jasne, ne? Tako kot verjetno v tistem obdobju nam marsikaj ni bilo jasno. Ko so nas po eni strani ene stvari prehitevale, ne, medtem ko druge so pa, mogoče se nam je pa zdelo, da se celo prepočasi dogajajo, ne. Ja, tudi to dogajanje recimo v vojski, šele potem, ko se vrne nazaj, razume ene stvari, o katerih so se pogovarjali, ne. Pa mu je mogoče tudi žal, da niso drugače s temi vojaškimi kolegi se poslovili, recimo, ne. Mislim, saj to je pogosto tako, ne, jaz se spomnim glih v tem obdobju, ne. Recimo takrat se je že govorilo, bo vojna v Jugoslaviji, ne, in nam pa predvsem ni bilo jasno, kako naj bi se to zgodilo, kakšna vojna, ker mi smo vojno poznali z televizije, ne, so bili Nemci, pa so prišli, pa so napadali Jugoslavijo, ali pa kdorkoli je nekoga napadel, ne, so pač Američani šli v Vietnam, so jih napadali, ne. Tukaj je bilo pa drugačne, tukaj se pa govorili o neki vojni, ki naj bi se zgodila med narodi, ki živijo v takrat še skupni državi, ne, in je bilo še kar nepredstavljivo. No, moram reči, da jaz pri 18, 19 tudi tega nisem čisto dobro razumel, kaj naj bi se zgodilo, ne. Tudi v vojski, ko sem bil pravzaprav v resnici v Makedoniji, ne, tako kot Jan, to mava skupno, recimo, ne. No, mislim, je bilo tako res, ne vem, popolnoma nepredstavljivo, kaj naj bi se zdaj zgodilo, ne. Pa še pravzaprav na nek način nisi več otrok, ne, odrasel, tudi če čist nisi, daleč od doma si v nekem sistemu, ki je čist drugačen od vsega, kar si do takrat poznal, ne. Vse dobro, potem z leti ostanejo itak samo še štosi, ne, kaj se je hecnega zgodilo, ne. Takrat pa niti ni bilo tako hecno, zato ker je dejansko bilo pred vrati, da se bo nekaj slabega zgodilo in ta, bom rekel, en tak črn oblak je bil ves čas nad nami, ne. No in te grožnje na nek način so se pravzaprav tako, ko beremo roman, ne, v Elvisovi družini bolj prišle do izraza, medtem ko so pri Janovi družini, ne, nekako so zvozili, ne, malo bolj so se temu izognili, ampak sej pogosto je v življenju tako, ne, nekdo ni nič kriv, pa se mu grozne stvari zgodijo in obratno, ne, nekdo ves čas mogoče nekaj izziva, pa se mu na koncu nič ne zgodi, ne, in ne vem, ne, potem se je pač zgodilo, kar se je zgodilo s tisto našo takratno državo, ne, pač mi smo tukaj malo večjo srečo imeli, ampak vendar ne, na koncu pravzaprav vidiš, da marsikaj je bila sreča, ne. Ja. Za roman ste prejeli tudi Cankarjevo nagrado, sem prej na začetku rekla.
Gre za nagrado, ki je bila lani podeljena prvič, za najboljše izvirno leposlovno delo preteklega leta. Žirija je zapisala takole: Pregel proces spreminjanja družbenih razmerij ponazori na jezikovni ravni, ko v sprva zamejeno prvoosebno perspektivo vpleta vse več elementov tedaj aktualnega diskurza, odraža pa tudi protagonistovo postopno ozaveščanje silnic, ki so razrahljale vezi otroškega prijateljstva. Z rabo večnega sedanjika avtor ohranja iluzijo nezaključenosti in podoživljanja vseh možnosti, ki so se odpirale v Elvisovi sobi kot simbolu neobremenjenega otroštva. Kaj vam pomeni ta nagrada? Kaj pomeni to, da ste prvi dobili neko zdaj na novo ustanovljeno nagrado? Zelo vesel sem bil, še vedno sem zelo vesel, da sem jo dobil. Ne? In jaz mislim, da je tako, ne? Iskreno je vsak od ustvarjalcev vesel, ko dobi kakšno priznanje, nagrado, karkoli. Ne? Tako da, ne vem, nisem je niti pričakoval, niti si nisem nič o tem predtem mislil, ne? Tako da je bilo kar veliko presenečenje zame. Moram pa reči, da mi je žal, ne, da potem po tej nagradi, ne, je bilo poletje, ne, potem se je pa situacija začela toliko slabšati, ne, ker glih smisel teh nagrad je pravzaprav to, da knjiga pride do ljudi, ne samo tistih, ki sledijo novostim, ne, pa vse vzamejo v roke, ampak pravzaprav malo širši publiki, ne, se pa takrat dejansko stvari začele zapirati. Ne. Tako da nazadnje pravzaprav niti na Vrhniki, ne, kjer sem dobil nagrado, nisem imel še literarnega večera, ves čas malo prestavljamo, ne. Kar mi je po svoje zelo žalno v bistvu. Ne. Rad bi šel recimo na Vrhniko, pa tam imel en fajn pogovor o tem romanu, pa še marsikam drugam, zato ker dejansko ljudje, ki so prebrali roman ali pa ki so slišali o njem, so tako kot pri romanih, ki se te na nek način dotaknejo, ne, so začeli takoj razlagati svoje zgodbe in to so oni, bom rekel, dobri trenutki literarnih večerov, ne, polka se že vse konča, pa ljudje pridejo pa začnejo neke svoje izkušnje razlagati, ne, to je res tako neprecenljivo, no, to so tisti najboljši trenutki tega druženja ob knjigah, ne, ko povejo, o čem so začeli oni razmišljati, česa so se spomnili, ne. In kako so pravzaprav te pogledi nazaj, ne, se tudi z leti spreminjajo, ne, če bi, ne vem, 10 let po tistih dogodkih se pogovarjali, pa danes 30 let, je bistveno drugače, smo jih pač večkrat premislili in tako, ne. Tako da ja, ne, mislim, super je bilo, ne, ko sem dobil nagrado, mi je pa res žal, no, ker vabil je bilo ogromno, ne, ne, uresničilo se je pa precej malo teh nastopov, no. Kaj pa odzivi bralcev mogoče prek spleta? Ja, to moram reči, da so pri otroških knjigah pogumnejši. Ne? Tam dostkrat kakšna mamica ali pa očka napiše kaj, kar otrok narekuje, ne? Tako da zelo pogumno sprašujejo marsikaj. Ne? Pri odraslih se mi zdi pa, da smo vsi malo bolj zadržani, če dam zdaj še sebe v to množico odraslih. Ne? In bi bilo v živo drugače. Nismo toliko spontani, da bi kar šli pisati. Ne? V živo bi bilo to sigurno drugače. Ja? Dobro. V bistvu, zakaj sem nekako zaključujem tale najin pogovor? Zaključujem sem z nagradami, nekako ciklično, tako kot se ciklično na nek način roman zaključi. Se pravi, tam, kjer se je začel, v Janovi sobi, se zaključi, Jan leži, tokrat premišljuje o Aliju, ki je bil ranjen v Bosni. Sprašuje se, kaj bi lahko bilo drugače. Namreč v Elvisovi sobi se je takrat zdelo vse tako v redu in prav, ne, napišete. Vas lahko prosim, da preberete ta odlomek iz zadnjega poglavja? Lahko bi bilo drugače. Moralo bi biti drugače. Če bi se takrat, ko smo sedeli v Janovi sobi, predstavljali svojo prihodnost, bi si jo drugače. V naši prihodnosti ne bi bilo vojne. V naši prihodnosti bi ostali tu. Defne se ne bi poročila tako mlada in odšla v Sarajevo. In Ali se v parku ne bi učil arabskih besed. Živeli bi najobičajnejše življenje, spet bi šlo vse od začetka. Zbirali bi nalepke nogometašev, košarkarjev, kavbojev in indijancev, vojnih letal in dirkalnih avtomobilov ter jih lepili v albume, ki so jih tiskali v Gornjem Milanovcu. Nalepke so imele prav poseben, omamen vonj.
Podvojene bi menjali in z njimi tapkali. Na steptani zemlji bi skopali luknjo in dolge ure metali frnikole. Tisti, ki bi zmagal, bi pobral vse. Ampak ali bi nama z Elvisom vedno vrnil najne najljubše? S kolesi bi se vozili po Šiški, Kosezah in Dravlah. Zgodaj poleti bi pri kakšni hiši s češnjo na vrtu pozvonili in Ali bi vprašal, če gremo lahko malo na drevo. Lastnik bi nam dovolil, rekel bi le, naj ne lomimo vej. Jeseni, ko so dnevi še dolgi in topli, bi se po pouku vozili med bloki in Ali bi govoril, na kateri številki živi kakšna luštna punca, povedal bi njeno ime, razred, v katerega hodi in priimek razredničarke. Po zimi bi v Elvisovi sobi skupaj listali Start in se pogovarjali o ženskah. Midva z Elvisom bi Aliju vsem sledila, se ob njem počutila varna in se mu vedno znova dokazovala. Življenje bi bilo predvidljivo. Osnovna šola, srednja šola, služba. Mogoče vmes še študij, ni pomembno. Nazadnje bi se skoraj neopazno spremenili v ljudi, kakršni so bili naši starši. Čeprav si tega nismo želeli, ker smo računali na več. Le da si tega več nismo znali predstavljati. Kaj je bilo takrat več? Dosti več so v naših očeh imeli strici in tete, ki so delali v Italiji in Nemčiji. Imeli so večje avtomobile, Audije, Mercedese in BMW-je. Doma so imeli pomivalne stroje, barvne televizorje na daljinski upravljalec in stolpe s 100-vatnimi zvočniki, živeli so v 20 in 30 nadstropnih stolpnicah. Dosti več so imeli bratranci in sestrične, ki so med poletnimi počitnicami prišli za teden ali dva in so se od nas ločili tako po oblačilih kot po igračah, ki so jih prinesli s seboj. Za oblačila nam je bilo vseeno, to so opazile naše mame in sosede, igrače pa smo jim zavidali. Ampak tudi s svojimi plastičnimi revolverji in avtomobilčki, ki so jim odpadala kolesa, smo bili zadovoljni in prepričani, da nam nič ne manjka. Tak je bil naš svet. Če bi si takrat želel kaj več, bi si želel kovinsko strašilko in avtomobilček, ki se mu odpirajo vrata. Ko smo sedeli v Elvisovi sobi, si nismo predstavljali prihodnosti. Nikoli se nismo pogovarjali, kaj bo. Včasih smo se pogovarjali, kaj bomo, ko bomo veliki, to že. Ali je govoril, da se bo pridružil piratom. Jaz sem si želel postati smetar, tisti, ki stoji zadaj na tovornjaku. Vsi trije so se mi smejali. Elvis je govoril, da bo pilot, Defne pa je skomigala z rameni, da se ne more odločiti, ali bi bila zdravnica ali vzgojiteljica. Kasneje smo poklice večkrat zamenjali. Potem pa se o tem nismo več pogovarjali, ker se nam je zdelo otročje. Saj ne moreš vedeti, kaj boš. S prihodnostjo si nismo belili glav. V Elvisovi sobi je bilo vse v redu in prav. Sebastian Pregl, najlepše se vam zahvaljujem za tale pogovor. Hvala za povabilo. Spoštovano občinstvo, vam pa samo kličem na snidenje še kdaj drugič.